Del bogate ruske kulture je bil na ogled v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdina, kjer se je predstavil mladinski pevski zbor Navdih iz Moskve. Dogodek so pripravili v društvu Slovenija-Rusija s pomočjo Ruskega centra znanosti in kulture iz Ljubljane ter novomeške občine. Društvo Slovenija-Rusija ima to nalogo, da se kulturno povezuje z bratskim narodom, z Rusko federacijo. Poleg tega skrbimo za vrednote, kulturne vrednote v Sloveniji. Zelo veliko poudarka je na Ruski kapelici, ki je en monumentalni spomenik ruskim vojakom, ki so pač tam padli, pa ne samo ruskim, tudi drugim, ampak imenuje se Ruska kapelica, na kar smo zelo ponosni. To je tudi naša največja prireditev vsako leto pri Ruski kapelici, kjer se zbere množica ljudi, kjer poteka kulturni program v 2 jezikih, kjer se pač potem daje poudarek res spominu na te žrtve oziroma na zgodovino, ki nas povezuje. Mnogi verjamejo, da je ruska kultura ena najbolj slikovitih. Koliko pa cenijo v Sloveniji? Tukaj v Sloveniji mislim, da zmeraj bolj znamo ceniti rusko kulturo. Zelo smo ponosni na občino Novo mesto, kjer poteka zdajle tudi Jantarjevo leto. Čudovita razstava je v Novomeškem muzeju. Poleg tega pa mislim, da se ta kultura v Sloveniji kar lepo razvija, neguje. Pa prav je tako, ker tudi v Rusiji slovensko kulturo zmeraj bolj spoznavajo. V zadnjem obdobju je veliko sodelovanja na številnih področjih med rusko velesilo in ozemeljsko majhno Slovenijo. Odnosi med Rusijo in Slovenijo so zadnja leta zelo dobri. Jaz poznam bolj zadnja leta, ker tudi delam v upravnem odboru Društva Slovenija-Rusija in tudi na Dolenjskem si zelo prizadevam, da se pač spoznava ta kultura. Poleg tega seveda vsekakor se krepi to sodelovanje na večjih področjih, tudi jezikovno. Ruščine se uči veliko več mladine, kot se je včasih. In prav je tako, zato ker nas povezuje tudi gospodarstvo, povezuje nas prijateljstvo, šport in še marsikaj. V Novem mestu se je predstavil zbor Navdih, ki je dobitnik številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih. Njihov repertoar pa vsebuje najboljše skladbe svetovne glasbene kulture. Tukaj v gostih imamo mladinski pevski zbor, ki je mednarodno priznan, ki se vrača s svetovnega tekmovanja v Italiji, kjer so bili zelo uspešni. Poleg tega nam je čas, da bodo v Novem mestu popestrili naše kulturno dogajanje s tem koncertom. Koncert so imeli včeraj že v Ljubljani, danes v Novem mestu, jutri grejo še v Gorico, v Italijo. In zato, da predstavijo tudi svojo glasbeno kulturo, pa ne samo rusko, ampak mednarodno, kot bomo slišali danes. Poleg tega so s ponosom so se naučili tudi nekaj slovenskih pesmi, ki jih bodo danes zapeli z nami. Še ena poslastica je filmska predstava Gagarin, prvi v vesolju, ki so ga prav tako predvajali v Novomeškem hramu kulture. Ta projekt je pa spet nekaj posebnega. V okviru Društva Slovenija-Rusija deluje sklad Toneta Pavčka, katerega cilj je promocija ruskega jezika in kulture med mladimi, zlasti v osnovnih in srednjih šolah. Zato smo si prizadevali, da pripeljemo ta sodoben film v Novo mesto. Gledali so ga tudi že v Škofji Loki, gledali so ga v Ljubljani. Poleg tega je v Vitanju bil postavljen doprsni kip Juriju Gagarinu in film si bodo ogledali osnovnošolci, srednješolci, najprej v šolski predstavi, potem zvečer je pa odprt še za javnost, tako da ima širša javnost tudi možnost, da spozna to tekmo med Rusijo in pa med Ameriko. Društvo Rusija-Slovenija ima tudi v prihodnje nekaj pomembnih izzivov. Glavni izzivi Društva Slovenija-Rusija so: danes je veliko članov našega društva v Moskvi, ker so šli na povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, nekako ker pač je zahvala za to, ker smo ga tako prijazno sprejeli. Potem predlani je bil tukaj Dmitrij Medvedjev. Oba ruska veljaka ali pa bi rekla najbolj vidna moža smo zelo prijazno sprejeli, videli so, kako se ta kultura, ruska kultura neguje v Sloveniji. Tudi na Žalah je bil odprt spomenik, poleg tega se vsako leto 9. maja na današnji dan v Murski Soboti položi venec tudi k temu monumentalnemu spomeniku ruskim vojakom na naših tleh. Poleg tega letos imamo veliko prireditev. V Sloveniji gostujejo ruski kulturniki, pevski zbor, še drugi zbori.
Velik in pomemben vpliv na razvoj ruske kulture v Sloveniji ima zagotovo tudi rusko veleposlaništvo, ki vedno dejavno sodeluje pri tovrstnih projektih.